pesek, ko je prvo pravno evharistično veritev ob več 10.000 verniki veroval takratni ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar. Lepo pozdravljam vse sorodnike, pobitih in predstavnike Nove slovenske zaveze kot organizatorja današnje slovesnosti. Pozdravljam nekdanjega predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, gospoda Janeza Janšo, predsednika Slovenske demokratske stranke, predsednika Nove slovenske zaveze, Matija Ugrina in vse ostale predstavnike družbeno-političnega življenja, vse duhovnike tukaj zbrane, vse vas, drage vernice in vernici, tudi tiste, ki ste prišli od daleč. Namen vsakoletnega srečanja je molitev za pokojne ter spravo za odpuščanje v slovenskem narodu. Na ta kraj Kalvarije mnogih pobitih romamo že več kot 3 desetletja, da bi se v molitvi spominjali vse, ki so bili leta 1945 vrneni z avstrijske Koroške in zverinske Morjene. Molitev vključujemo tudi vse žrtve vojnega in povojnega nasilja, ki počivajo na več kot 700 krajih po slovenski zemlji. Verujoči čutimo posebno skrb in dolžnost, da vztraja na molitvi za spravo med nami, ter prosimo, da se grozote vojne ne bi nikoli več ponovile. Sprava in odpuščanje sta Božje delo, ki pa jo ni mogoče udejanjiti brez človekovega sodelovanja in odpovedi zlu. Zato je potrebno odločitev, stalen napor in sodelovanje vseh. Ko sem pokojnega duhovnika Janeza Zdešarja, ki je po čudežu ušel iz Tehari in preživel, vprašal, kako to, da tako neobremenjeno in brez sovraštva govori o svoji zgodbi rešitve, mi je odvrnil. Svojim krvnikom sem odpustil. Ne bi mogel živeti sovraštvo v srcu. Bog mi je dal milost odpuščanja. Nikoga ne sovražim, s tistimi, ki so mi sredi v življenju, sem se pripravljen tudi srečati. Molitve za spravo morajo nujno spremljati dejanja ugotovitve zgodovinskih dejstev in jih popravi krivic. Pravičnosti ni mogoče doseči brez obsodbe zločinov in dostojnega pokopa posmrtnih ostankov izkopanih žrtev, ki imajo naravno pravico do groba in imena. Zato so odgovorne pristojne državne službe in posamezniki. Prosim jih in pozivam, da upravijo ta civilizacijska dejanja, ki izhajajo iz spoštovanja do slehrane človeške osebe, ne glede na njihovo politično prepričanje, vero ali raso. Pred kratkim je vlada ukinila nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, vendar nam spomina na žrtve in krivice ni mogoče odvzeti ali ga ukiniti. Ovrednotenje preteklosti je stvar duhovne higiene. Brez spomina ne bomo mogli naprej in tudi ne bomo zdravo rasli kot narodna in državna skupnost. Čeprav katoliška cerkev kot verska skupnost v spravnem procesu ni partner državi, saj so bili verni katoličani dejavni na eni in drugi strani, imamo ravno dolžnost opozoriti na nepravičnost in krivice, ki izhajajo iz oviranja in zavračevanja ter omalovaževanja žrtev ter njihove pravice do pokopa in groba. Na to so opozarjali že moji predhodniki na tem mestu, še posebej nadškof Šuštar, ki si je za spravo močno prizadeval. Evangelij nas zavezuje k resnici in ljubezni do vseh brez izjeme. Vendar pa ljubezen do zapiralca ne pomeni soglasja z njegovimi dejanji, poudarja papež Frančišek. Odpuščati ne pomeni dopuščati zlih dejanj in maličenja človekovega dostojanstva. Odpuščanje tudi ne vsebuje pozabe, ker je odpuščanje Božje delo in zastonsko dejanje, lahko odpustimo tudi tistemu,
ki se pisanju upira, ki za odpuščanje ni sposoben prositi, kar sem na konkretnem primeru osebno doživel prav pri omenjenem duhovniku Janezu Stešarju. Odpustil vsem, ki mu niso odpustili in so do njega še vedno gojili sovraštvo. Pot v prihodnost je pogojena z odpovedjo maščevanju ter z iskanjem resnice in pravičnosti za vse. Sprava je osebno dejanje in je ni mogoče zapovedati z ukazom. Zanjo se treba odločiti in si vztrajno prizadevati za njeno uresničitev. Čeprav so bile krivice storjene na obeh straneh, je treba priznati, da je breme njihove krivde različno. Krivic posameznikov na eni in strukturnega nasilja oblasti na drugi strani med seboj ni mogoče primerjati. Papež Frančišek zelo jasno poudari, da nasilja državnih struktur in oblasti ne moremo primerjati z nasiljem skupine. V preteklem letu smo bili priča izkopu več kot 3200 žrtev izpod Macesnove Gorice, tukaj v naši neposredni bližini. Vsem, ki so izvedli obsežna dela in vztrajali kljub neugodnim okoliščinam in oviram, izražam hvaležnost. Posmrtni ostanki žrtev nasilja čakajo na pokop. To javno sem sam osebno, še z nekaterimi drugimi obiskal 28. septembra lansko leto ob izkopavanju posmrtnih ostankov zadnjih 20 oseb. Te osebe so namreč preživele padec v jamo in so se zatekle v stranski rov, iz katerega ni bilo izhoda. Tam so umrle od lakote. Ob okostih so bili rožni venci, svetilice in križci. V roke sem vzel svetilico s podobo Krsalske Matere Božje. Arheologi so za trenutek prekinili delo. Zmolili smo oči naš za vse pokore in za sporom. Po mislih, namučenje in trpljenje smo bili globoko potreseni. Besede v grlu so nam zastale. Zunaj so nas šokirale neštete posode zbranih v kosti, ki je bilo za več kontejnerjev in tovornjakov. Sprašuje se, kako je mogoče, da človek lahko postane takšna zverina, da brez očitkov vesti ubija in se teh dejanj kasneje ne spomnuje, niti jih ne obžaluje. Zakaj pri nas do danes nismo uspeli priti do skupnega dogovora, kje bodo te žrtve dostojno pokopane? Čemu se nekateri bojijo kosti pokojnih in jih je strah posmrtnih ostankov izpred 78 let? Čemu ne dopustijo, da bi se pobiti pokopali na ustrežen in dostojen kraj spomina? Kot najustreznejše mesto zato vidimo ljubljansko osrednje pokopališče na Žalošč, kjer so že pokopali druge žrtve vojn in vojaki različnih narodnosti, tudi okupatorski vojaki. Danes smo v prvem berilu zaradi moči podob in simbolov slišali enega najbolj znanih odlomkov iz preroka Ezekijela. Bog je življenje in zato lahko premaga smrt, predvsem smrt duha, sprijaznjeno z bolečino, temot in nastane upanje v človek. Bog preroku pokaže dolino, polno obeljenih kosti, simbol najgloblje zapodeljivega strahu človeku, to je končne smrti, iz katere ni predstavljive vrnitve. Božja moč je zmožna vrniti čas in na mesto razpolečenja pokazati fizično obnovo udov, vse do popolne obnove telesa in duha. Tudi mi smo se zbrali v tem trdnem upanju in neomajni veri, da umrli na tem mestu živijo v Bogu. Naj nam živi in sprosijo mir, da bi živeli med seboj v sožitju in sodelovanju. Amen. V skupnih prošnjah sedaj prosimo Gospoda.
Prosimo za slovensko cerkev, da bo črpala moč za svoje poslanstvo iz krvi naših učencev. Prosimo za zdravo pamet in podpirajmo sposobne, poštene voditelje, ki si prizadevajo za resnico in pravico, da bi zmogli narediti odločen korak za resnično spravo, naj vztrajajo in ne omagajo pod pritiski in grožnjami. Za Boga, narod, domovino so v vojnih umorih ugasnili trenutne življenja, ki so veliko obletala in bile uničene neštetne družine. Prosimo za družino, naj ne podreže potrošništvu, spoštuje Gospodov dan in se trudi živeti vrednote, za katere je izkrvavelo na tisoče mladih fantov, mož in očetov. Prosimo za Slovence po svetu in za Slovence v zamejstvu, naj ohranijo zvestobo Bogu, slovenski pesmi in besedi. Prosimo tudi za tiste, ki so krivi umorov in krivic, ki so vzdrževali in še vzdržujejo sovraštvo, dušijo resnico in naše krike, naj dosežejo milost pisanja in obžalovanja in najdejo notranji mir v Božjem odpuščanju. Danes v Groških breznih še posebno prosimo za izdano in pobito domobransko vojsko in druge pomorjene, za vse nepokopane, za vse žrtve vojne in revolucije in za umrle člane Nove slovenske zaveze, naj počivajo v Božjem miru. Prosimo te, usliši nas.